Torej, dober večer. Lep dober večer tudi našemu današnjemu gostu, s katerim skušava biti kar se da aktualna. Torej, magister Boris Radosavljević ni samo srednješolski profesor, bivši predsednik študentske organizacije Univerze v Ljubljani, ko je počasi propadala stara država. To bo moče tudi kaj zanimivega na to temo povedati. To je bilo pred žaganjem štafete? Mi smo žagali. A vi ste žagali štafeto, no. Torej, drugače pa vodja podravskega SVIS, ki so ga v Ljubljani priporočali kot za sogovornika, rekli, njihov PR-ovec SVIS-ov je rekel, rad govori in dobro govori. Tako da Vesna je rekla, takega rabimo, ne? Ja, takega rabimo. Dobar večer. Dobar večer tudi vam. Ja, ker smo pač mi dva ugotovila, da zdaj ne rabimo nekoga, ki se komaj kaj izraža ali pa nima, bi rekla, hrbtenice, da tudi tik predstavko pove neke stvari, ki jih je treba povedati. Žal je seveda v vseh sferah, tudi v sindikatih, mogoče ne take posameznike, tako da smo potem pač rekli, da res moramo poiskati nekoga, kjer bo pogovor vsebinski, in res najlepša hvala, da ste se odzvali najnemu vabilu. Zdaj mogoče so samo pojasnilo, zakaj danes ni tukaj Boštjana M. Zupančiča, zaradi tega, ker je v njegovem rajonu so velikonočne počitnice šele konec aprila, ker imajo po rajonih različno razdeljene. Tako da on tega ni vedel in je mislil, da bo pač lahko prišel, ampak žal potem se je stvar zapletla do te mere, da je zdaj še mora biti v službi, in ko bo pa prišel on sem, bomo pa mi že seveda končali za pomladansko serijo naših srečanj. Smo se pa dogovorili potem za jeseni, in jeseni bo, že bi rekla, sva gledala njegov rokovnik in moj rokovnik. Torej on tukaj tam okoli novembrskih praznikov, torej zdaj tisti ponedeljek okoli tistega, ja, tako, ja, bomo potem to nadomestili. Danes pa mislim, da je tudi bolj smiselno, da res zaključimo našo pomladno serijo z pogovorom o stavki. Zato je verjetno več razlogov, o katerih bomo še govorili. En razlog je seveda ta, da pravzaprav stavk ne vidimo pri nas ravno dosti, ne? Posebej ne vidimo recimo ravno dosti stavk, množičnih stavk javnega sektorja, ne? Torej tistega dela, bi rekla, če zdaj lahko rečemo delavskega razreda, ki seveda ni več klasičen delavski razred. Drugič je seveda sama, bi rekla, tradicija stavk, ne? Ki je seveda v tej državi posebna, je tudi zaradi socialistične preteklosti, ne? Pravzaprav na nek način odsotna oziroma je posebna, in pravzaprav še vedno razpravljamo, ali imamo pravico do stavka, ali nimamo pravico do stavka. Pravzaprav si postavljamo neka vprašanja, mislim, o katerih so na Zahodu govorili nekje v 19. stoletju, se mi zdi, ne? In pravzaprav za tisti, ki imajo tezo, da moramo po evolucionistični logiki ponoviti tisto, kar se je dogajalo v 19. stoletju, recimo v Britaniji, bi se bili verjetno s tem razvojem dogodkov zadovoljni, je pa seveda vprašanje, če smo lahko mi zadovoljni, ne? In tretje, seveda razlog, zakaj mislim, da je treba o stavki govoriti, je to, ker stavka odpira, in to je tista teza, o kateri so se midva z Andrejem že pogovarjali, tudi z našimi gosti, kajti mi smo že tudi glavne sindikaliste imeli tukaj, pač nekaj časa nazaj, da pravzaprav ostanki levice, če sploh so, kje so, zgleda v sindikatih, ne. In zdaj ta, bi rekla, odsotnost, bi rekla, intelektualcev, oziroma jaz vedno pravim, da pač tu jaz sem začela pač teze o Feuerbachu ponovno citirati, ne. Mislim, da je to zdaj čas, ko jih je treba citirati. Marx je nekoč napisal, filozofi so svet samo razlagali, gre pa za to, da ga spremenimo. Zgleda, da pač slovenska družboslovni intelektualci večinoma spada v kategorijo tistih filozofov, ki se jim zdi tako lepo, da svet razlagajo majčkeno, da se vito levo desno, da noben ne razume po možnosti. Zdaj o spreminjanju sveta pa nekako obstaja popolna odsotnost vsakršne intence, oziroma tudi če obstaja kakšna intenca in videti,
In sindikati pravzaprav so edini akter, ki pač to intenco kaže. So pa seveda tudi edina socialna mreža, ki je danes na razpolago zoper tisti, ki jo ima recimo katoliška cerkev, o kateri smo že govorili v zvezi s referendumom. Verjetno je to edini akter politični, ki lahko zbere 40 tisoč podpisov v manj kot 10 dneh. Ne? Ja, ne, vemo. Ne? In tudi bi rekla, da ne vem, kdo je to rekel, pač eden od teh vodjev sindikatov, me boste zdaj po imenih, jaz zdaj malo pozabim, da je nekdo rekel, da če bo pač vlada ignorirala zahteve recimo delavskega razreda oziroma članov sindikatov, bodo pa sindikati vlado postavili pred en referendum, enega za drugim. Ne, seveda, prvi bo moral biti tale o datem fiskalnem pravilu, ker drugače potem referendumov ne bo več. Ampak, kar seveda mislim, da bi bila v resnici smiselna strategija socialna, kako ustvariti prostor dialoga, če se nekdo noče pogovarjati. Če imamo vlado, ki sprejme zakon in potem, ali pa nek predlog zakona, in pravi, da ima, bi rekla, stališče socialnega dialoga, pri čemer, kolikor jaz vem, sindikati sploh še vidni niso tistega oči. Res je. Sam sem bil recimo med tistimi, ki jih je sedajni predsednik vlade, takrat kandidat, torej predsednik stranke SDS, konec novembra sklical v Mariboru v Narodnem domu. Tam so bili predstavniki 10 sindikatov in slišali smo zelo prijazne besede o tem, da nameravajo, če bodo zmagali na volitvah, to deželo znova vrniti domovinsko pravico socialnemu dialogu, ki je bilo baje v času Pahorjeve vlade obsojen na propad oziroma ni imel možnosti niti umetnega dihanja. Skratka, slišalo se je lepo, kako izgleda, pa vidimo zdaj na svoji koži. Piše v predlogu, torej, predlaganem socialnem sporazumu, citiram, piše: podpisniki teh izhodišč si bomo skupnimi in posameznimi dejavnostmi prizadevali za razvoj in povečanje blaginje ljudi, ki se odraža v kakovosti življenja, visoki stopnji zaposlenosti in učinkoviti pravni varnosti. Takšen razvoj mora zagotoviti čim bolj enake možnosti za življenje vsem ter izboljšati možnosti vsakega človeka za dolgo, zdravo in aktivno življenje s ciljem, da uresniči svoje osebne in poslovne načrte ter s tem prispeva k osebni sreči in blagostanju družbe kot celote. Moram priznati, da kar se mene tiče, zelo pozorno poslušam te stvari, ampak sem kot sociolog seveda deformiran. Zelo lepo je, če slišiš nekoga, ki govori, da se bo zavzemal za pravno državo. Ampak, če je to recimo policijski minister in se sestaja z preiskovancem, hkrati pa javnosti trdi, da so se pogovarjala o čudovitih dneh osamosvojitvene vojne, potem je to možno, kar se mene tiče, banana republiki, ne pa v neki resni državi. Skratka, ni pomembno to, kaj govoriš, oziroma to je že lepo, ampak glej, kaj delajo. In kar se mene tiče, običajno delajo ravno nasprotno tega, kar govorijo. Zdaj pač to, kar je Andrej prebral, pač jasno kaže, da papir res vse prenese. Zdaj seveda bi bilo zelo lepo, če bi tudi stvarnost to prenesla, ne? Ampak zdaj stvarnost je pa seveda, bi rekla, neka negacija tega, kar tukaj piše, oziroma stvari, ki se dogajajo in ki so res zaskrbljujoče, niso mogoče toliko plače v javnem sektorju, čeprav zdaj tudi o tem bi tisti, ki smo v socializmu delali, znali povedati, kakšno sentimentalen spomin po starih lepih časih, Ampak gre predvsem, tako kot seveda tudi sindikalisti stalno pravite, v resnici to je stavka, ki odpira principijelna vprašanja. Zdaj mezda oziroma plača je samo eno od vprašanj. Res je. Skratka, pričakovali smo, da se bo nekaj zgodilo, ampak pričakovali smo tisto klasično dilemo, pred katero običajno postavijo sindikati ali pa na nek način potisnejo pred steno. Odločite se, ali za delovna mesta ali za to, da boste ohranili višino teh svojih plač. Zdaj pa želijo, torej zdaj nam pa v tem trenutku ne želijo zmanjšati samo plač, to je v tem trenutku naš najmanjši problem. Ampak glede na to, da vidim tukaj tudi moje bivše dijake, so to stvari, ki zadevajo bolj kot nas, pravzaprav njih. Skratka, želijo ne povečati delovno obvezo, potem želijo zvišati normative v vrtcih in šolah, in to je baje pot, po kateri bomo v tej državi rešili krizo in nas čaka blažena prihodnost. Torej gre tu za reševanje principijelnih vprašanj. Principijelno vprašanje pa je nivo
javnih storitev, ki jih je dosegla Slovenija. Bi lahko o tem nekaj povedali, ker v osnovi ne gre, to ni štrajk, ki brani, ki zahteva povečanje pravic, ampak to je štrajk, ki brani ohranjanje pravic in ne pravic samo znotraj sektorja, ampak to gre za ohranjanje stopnje uslug, javnih uslug, pa možnost dostopa do javnih dobrin, ki so se pač skozi razredne boje v Sloveniji in v svetu izoblikovali in zato v Sloveniji uživamo. To je res. Tu bi rekel, da je pravzaprav, ne bom rekel, vprašanje plač obrobno vprašanje, pa gre za mnogo več. Torej, tudi ekonomisti, če pomislimo o njih in če pomislimo, koliko jih je in ta silna pahljača njihovih receptov, recimo za reševanje krize, pravzaprav ne poznam nikogar, ki bi res imel kakšen recept. In kar se mene tiče, bom rekel takole, so na stopni vedeževalk. Zdaj, cigareto, edini priznal. Moram priznati, da se s tem globoko strinjam. En tistih, ki bi jim pa človek vendarle priznal neko veljavo, ne, recimo dr. Dušan Mramor, ne, ki je že večkrat v zadnjih dnevih implicitno podaril, pravzaprav ne razume koncepta te vlade in pravzaprav mu ni jasno, kaj za temi ukrepe želijo povedati. Tu gre za mnogo širše stvari, kot samo za vprašanje naših plač. To je zelo obrobno tukaj. Gre recimo za inovativni pristop te vlade, ker namreč, jaz ne poznam res nobene druge, ki bi v krizi skušali reševati krizo tako, da znižuje stroške za izobraževanje in za raziskovalno dejavnost. Ne pozabiti, da pravzaprav v tej deželi poleg izobraževanja največ zgublja raziskovalna dejavnost. Pa živimo v 3. tisočletju, ker pravzaprav ni nobene prihodnosti v tem, da bomo tekmovali za Kitajci, recimo v tem, ali smo lahko cenejša delovna sila, torej manuelni delavci, tu ni nobene prihodnosti. Tu nam jemljajo možnost, da bomo lahko tekmovali tudi z njimi recimo na tehnološkem področju in to je mnogo pomembnejše v končni fazi zgolj naše plače. In najbolj smešno je, da pravzaprav smo res sindikati tukaj po sili razmer parli v to, da smo pravzaprav edina obramba oziroma še edini, ki pozarjamo v tem trenutku na to vprašanje. Če pogledamo pozicijo v parlamentu in če pogledam recimo, kako je označena, recimo, ne, skratka, če beremo Reporter, del opozicije je seveda konstruktiven, del pa nekonstruktiven in če je uspelo in če funkcionira opozicija na ta način, potem praktično v tem trenutku razen nas ni nikogar, ki bi proti temu konceptu te vlade pravzaprav resno nastopal. Jaz zdaj pač vemo, ne, ravno ko ste dr. Mramorja omenili, ne, on, ki bi rekli, ne, da je on je tako zelo, ne, bi rekla, umirjen in umerjen, ne, je on javno izpostavlja več stvari. Ena od stvari je, da v Sloveniji ne gre za to, da imamo prevelik javni sektor, ampak da imamo premali javni sektor, ne. Mislim, da je opozoril tudi na to, da v resnici dolg Slovenije ni problematičen oziroma stopnja zadolženosti in da še celo po merilih EU spada v tisto konzervativno področje, ki je sploh ni problematično. Spodno tretjino. Ja, tako, spodno tretjino. Zdaj, seveda, to, mislim, no, zdaj, če samo njegove izjave, da ne bova citirala koga drugega, ne vem, Mencingerja, ki je že zdavne povedal, mislim, na prehodu iz leta 2011 v 2012, je povedal, da v resnici ne gre za to, da imamo stvari premalo, gre za to, kako so porazdeljene. Ne? In zdaj v resnici torej gre za neke sistemske stvari. Ne? Gre za pravzaprav za to, kakšno družbo smo v Sloveniji naredili, po katerih principih deluje in komu ta družba služi. Ne? Pač ta družba je, oziroma država, no, mislim, ne? Mislim, jaz imam pač za to, pač moj koncept tega je, da je pač gre za ugrabljeno državo, ki služi neki roparski ekonomiji, ne. In zdaj v resnici to, seveda vsi, ki pač kapitalizem poznamo, vemo, da to ni kapitalizem, ne, ker tudi kapitalist dolgoročno misli na svoj interes. Mislim, da mu kobila ne crkne. Tako. Posebej, če živi na njen račun. Ja, to je dejstvo, ampak recimo, ne, to niso pravzaprav gre za trende ali pa nadaljevanje trendov, ki so začeli že dolgih 30 let nazaj, ampak k temu se lahko vrnemo, recimo zdaj k temu ukrepom vlade. Jaz moram priznati, da za moj okus ti fantje, da bom rekel, pojma nima in se tega lotevajo res diletantsko.
če želijo manipulirati, pa uspešno manipulirati z ljudmi, potem se to dela drugače. Spomnim se, manj meseca tega, kar je finančni minister razlagal, da nima smisla preganjati recimo tistih z jahtami ali pa obdavčevati tistih z jahtami, ker bodo z jahto vred odpluli na Cipar. Mimo grede grozijo tako, ne. Skratka, še mesec dni nazaj tega, ne. Hkrati pa želijo prepričati ljudi, da je kriza. Se pravi, tisti, ki pravzaprav živijo dobro, tisti, ki so pravzaprav zakuhali krizo, tisti, ki so nam pustili tiste luknje v bankah, skratka, ki jih dokapitaliziramo in smo jih, skratka, pravzaprav se ta kriza ne dotika in oni živijo na drugem planetu in to ni njihov problem. In normalen PR-ovec bi Vladi svetoval, skratka, prav to. Čist manifestativno, recimo, tako kot je v končni fazi Montijeva vlada v Italiji počela. Strašijo nas, da je to pravzaprav edina možnost, ki jo imamo pred propadom, oziroma pred recimo tem, da nam bo Evropa postavila tehnično vlado. Ampak v končni fazi, kaj je Monti v Italiji najprej naredil, preden se je spravil recimo na pokojnine in ostale stvari? Najprej se je spravil na tiste z jahtami, oziroma tiste s Ferrari, in če imaš Ferrarija, pa ne plačuješ davkov, je tu en mali problem za neko normalno pravno državo. Pri nas pa to očitno ni problem. Tudi sosedje Hrvati so se tega najprej lotili in s tem dobiš morda legitimnost ali pa prepričaš tudi, kot se tema reče, preprosto rajo, da je res kriza in da je potrebno pač tukaj nekaj narediti. Ja, ampak če gledamo na zadevo zgodovinskega zornega kota, recimo zadnjih 30 let, torej od Čil nadalje, je na delu vedno ista logika. Torej neoliberalistična logika, ki vedno znova uspe, ne glede s kakšnimi sredstvi, ali z diktaturo, ali z manjšo diktaturo, ali tudi z demokratičnimi sredstvi, ali celo primer Južne Afrike je interesanten. Ne? Ja, ampak običajno se izkoristi neke prelomne dogodke, recimo, ne, znane so raziskave iz Endonova, naprimer, ne, desetletje, torej 80. leta v ZDA. Takrat pravzaprav pridemo najprej do tistega 1 proti 99%. Namreč v desetletju med 80 in 90 letom so se dohodki posameznih delov prebivalstva zelo, zelo različno povečali. To je doba Ronija Reagana, recimo, propada socializma in padca Berlinskega zidu. Mimogrede, ta padec Berlinskega zidu je zadeva, po kateri se lahko delavcem na zahodu kolca. Dokler je obstajal konkurenčen sistem, so za njih delodajalci lepo skrbeli. Potem, ko je konkurenca padla, je padel pač tudi ljubezen do, skratka, ampak da se vrnem konkretno, recimo v tem desetletju je recimo dohodek najrevnejših slojev prebivalstva padel za 5,2%. Dohodek srednje petine prebivalstva je narasel v desetletju za 2,7%. In potem tisti procent, ki zdaj postaja spet popularen, ampak to ni nič novega. Začelo se, kot že rečeno, pred 30 leti. Dohodek najbogatejšega dela ameriških prebivalcev je v desetletju zarastel za 87%. Torej, to ni nekaj, kar se bi zgodilo zgaj. Se pa spet dogaja v prelomnem obdobju. Takrat je bil propad socializma, zdaj je pa kriza. Skratka, in te obdobje kriz se pač za te strukturne spremembe očitno še dodatno izkorišča. Skratka, ampak ti neoliberalisti, to je pač kopiran na Romnjo, kot se temu reče recept, tudi Maggie je takrat sodelovala navdušena, recimo vsaj v Angliji. Ostali del Evrope, zahodne Evrope se je pa takrat v glavnem uspel izogniti, posebej Skandinavija, recimo, ne, pa tudi Nemčija do neke mere. Ne. Torej gre za dosti širše vprašanje. Jaz bi se tukaj vrnil nazaj, ko ste sami dejali, da gre za principielno vprašanje, ki potrebuje zaveznike. Jaz bi se rad pogovarjal o zaveznikih. Zdaj, kdo so zavezniki sindikata javnega sektorja? Ja, če čisto odkrito povem, v tem trenutku jih ne vidim dosti. Ne. Priznam, da je očitno stanje drugače huje, ne, in na nek način vse, kar se tega našega območja tiče, imam občutek, da pravzaprav se temu našemu čovnom pridružujejo drugi bolj kot brodolomci, torej predstavniki ostalih sindikatov. Nekaterih sindikatov tu enostavno ni slišati. Recimo, posebej zanimivo, tisti sindikat, ki je v tej državi do zdaj znal vedno najbolj brezkompromisno stavkati in to tudi preko trupel pacientov. Ne? Pa me to posebej ne preseneča, ker na tistem novembrskem srečanju pri predsedniku vlade smo bili predstavniki sindikata na odru, torej na nek način izpostavljeni kot ne tega imati dobesedno in preneseno, kot živali.
Predsednik sindikata Fides pa je sedel z predsednikom vlade na drugi strani dvorane. Tako da... In sedaj moram priznati, da pravzaprav je očitno, da je pač v tem trenutku naš sindikat najbolje organiziran sindikat znotraj javnega sektorja. Res pa je, da imajo tudi nekateri drugi zelo močna orožja, kar se policistov in carinikov tiče. Oni so že ta svoj recept preskusili lani, zagotovo deluje, in veseli me, da so ti fantje pokazali veliko odločnost tudi danes, recimo poročili v 5, pa potrebi tudi nekaj mesecev. Skratka, nekaj zvezdnikov imamo, ampak njih posebej veliko. Zakaj mislite, da ne? Zakaj v resnici zdaj ta logika deli in vladaj, pač očitno pri Slovencih deluje, da ste zdravnikom malo več, pa višjim medicinskim sestram, oni bodo potem delali, da ste ne vem komu, in potem pa se pravi, jasno, mediji hujskajo, ko zdaj pač to hujskaško, medijsko, bi rekla, logiko oziroma delovanje lahko vidimo po televiziji oziroma po radiju poslušamo, mislim, kako zdaj bodo bogli ljudje zaradi tega, ker ne bodo učiteljice v službi in vzgojiteljice v šolah imeli probleme in kako so tile sindikalisti oziroma tile delavci v javnem sektorju asocialni, ker drugim proizvajajo probleme in podobne govorance. Očitno se pravi, ta logika, ali pa imam jaz, ali pa jaz narobe mislim, vse boste zdaj vi komentirali, da v resnici gre za sistemska vprašanja, da v resnici da zdaj ta stavka postavlja sistemska vprašanja, ki zadevajo ne samo plače, ampak logiko, ki v tej družbi obstaja. Logiko, ali so šole res samo za bogate? Logiko, a je, ne vem, topel obrok, ki je edini obrok učencev v šoli, še ne zdaj žalostno, da smo prišli do tega, ker pač, ko smo v starih časih, ko smo mi bili otroci, to ni bilo ravno pogosto, torej, da zdaj, mislim, se take stvari branijo in to se v resnici se tudi ne brani plačati, in ta obrok, ampak brani se v resnici logika, ki ste jo prej omenili, mi smo dobili državo, ki jemlje revnim, ki kao pravi, imamo krizo, zdaj to je tako, mene to spominja na doktrino šoka, torej ustvariš stanje krize, potem ljudem opereš možgane, da je kriza in da je treba nekaj narediti, ker drugače bo pa jih hudič vzel njih, pa država pa vse skup. Potem ljudje seveda pristanejo na to, sploh ne mislijo, ali je tako stanje ali ni tako stanje. Se pravim, Mencinger mislim, da edini stalno govori, da sej nismo v dobrem stanju, ampak tak stanjem pa spet nismo, medtem ko vsi to zdaj, pač po tej neoliberalni logiki delujejo in potem seveda stvari uničujejo, uničenje je trg in zdaj na nek način ljudje sploh ne dojamejo, da se v resnici pogovarjamo o stvareh, ki bodo jutri zadeli, kot je Andrej rekel, zdravstvo. Seveda ne. Mislim, jutri bo zadelo to drugo sfero, zdravstvo. Zdaj pač se bo zlomila ena sfera javnega dobrega, potem se bo zlomila druga in se bo zlomila tretja. In pravzaprav zdravstvo se je tako že zlomilo, ne več kot šola, ampak zdaj pač, ki se prišle šola na vrsto, potem bo pa verjetno spet prišlo zdravstvo in tako naprej. Se pravi, zdaj ta logika očitno ni prisotna. Ali kako ocenjujete, zakaj teh zaveznikov ni več? Problem je v tem, da pravzaprav seveda tisti, ki se spomnijo, problem je, ljudje imajo kratek spomin, ampak tisti, ki se spomnijo prejšnjega mandata te vlade, vedo, da je skušala spremeniti na tem področju frontalno. Spremenili bi ZOFI, preko parlamenta, večji vpliv javnih šol. Mimo gre, zasebnih šol, pardon. To je tudi sedaj v tej koalicijski pogodbi. Zdaj formalno ne govorijo o tem, čeprav je v koalicijski pogodbi zapisano, ampak to, kar se dogaja, je pravzaprav uničevanje sistema javnega šolstva, kot ga poznamo do tega trenutka. To seveda, zdaj tistim, ki mogoče ploskajo tem, da bo v tem, zaposleni v javnem sektorju parazitom, levo, desno, ki imajo strašne plače, končno, glede na to, da so oni to čutijo na svoji koži že leta in leta, krizo končno bo še nam odklenkalo, ampak to pomeni, da bo odklenkalo tudi njihovim otrokom in da bo prehodno šolski sistema pravzaprav še nižje, kot je zdaj. V vsakem primeru pa otroci, delavskih slojev, kakšne možnosti na zasebnih šolah, jasno, to je tak, Ampak treba je uničiti, recimo, to je ena varianta, treba je uničiti javno šolstvo in kot rešitev ponuditi potem za tiste, ki si bo to lahko privoščili, seveda kvalitetno zasebno. To je potem ameriški model, se to poznamo, se pravi, pri čemer jaz pač vedno povem, da Amerika, ko govorijo, upeljali bomo ameriški šolski sistem, jaz pravim, Amerika ima dva šolska sistema, ki delujeta paralelno, privatnega, iz katerega prihajajo Clinton, Obama in podobno, in potem javnega, iz katerega pa taki ne prihajajo,
ne, mislim, to se točno ve. In zdaj pravzaprav, vse, če vsebinsko gledamo, vsebinsko pravzaprav smo mi imeli ob prehodu v kapitalizem, to se pravi v samostojno državo, boljši šolski sistem, kot ga imamo danes. Ne. Se pravi, pravzaprav vse reforme so radikalno zniževale nivo, kvaliteto šolskega sistema, ne glede na to, da pač smo tudi takrat imeli kakšne resne zadržke že, ne? Ampak zdaj ta zadeva seveda, zdaj se več ne pogovarjamo o tem, koliko so učni načrti dobri, pa ne vem kaj, zdaj se pogovarjamo, kdo še sploh lahko hodil v šolo, ne? To je zdaj, mislim, nek čist drug aspekt, o katerem pravzaprav prej niti nismo rabili govoriti. Ja, in če se gibamo proti amerikanizaciji šolskega sistema, je dobro, da imam tu nekaj svojih dijakov. Jaz mislim, da sem mi že takrat povedal, kako to izgleda v praksi, recimo preko luže. Torej, diploma je statusni simbol, skratka, ni vseeno, skratka, ti imaš sicer diplomo, lahko si diplomiran pravnik, ampak v Ameriki pomeni, kje diplomiraš. Če na Harvardu, potem je tvoja začetna plača, če si pravnik, recimo lahko, in če spadaš v tisto top skupino najboljših študentov, nekatere pridejo, tako kot skauti nogometni, recimo v nogometne klube manjše, že na univerze, skratka, podjetniki, je tvoja začetna plača recimo $160,000, kar je za Ameriko v tem trenutku fantastično. Če boš diplomiral na XY pravni fakulteti, ne bom rekel kje, bo pa tvoja plača $16,000, ker tako ne boš delal kot pravnik, ampak kot taksist. In to je smer očitno, ki bi komu tukaj tudi ustrezalo. Ker to bi potem omogočilo, da bi njihovi otroci pravzaprav bili brez konkurence, tisti, ki si pa to lahko privoščijo, oziroma bi bila konkurenca manjša za boljša delovna mesta. To je vsa posledica tega sistema. In še nekaj, skratka, ko uspešno uničujejo tukaj javni sektor, ali pa se jih reže tu in tu, recimo, prevozni stroški, se ne gre samo za plače, prevozni stroški, malice in podobne stvari. Če tisti, ki zdaj ploskajo tem ukrepom vlade, mislijo, da se to ne bo tako naslednji trenutek selilo v javni sektor, pa še zgor vladi bo, najprej smo postrgali pri tistih, zdaj ste pa na vrsti vi, ker je kriza, se zelo motijo, skratka, to je vprašanje pol leta, recimo, ne, samo da jim uspe zlomiti nas, potem so pa oni spet na vrsti. Tako da, če mislijo, da so zdaj srečni, ker se dogaja nam, oziroma javnemu sektorju in recimo, tem zajedavcem, in da so oni izvzeti iz tega ukrepov, se seveda zelo motijo. Naslednji so spet oni na vrsti. Zdaj, na nek način se na sindikat veže veliko pričakovanj. Jaz sem imel občutek, ko sta tu sedela gospod Štrukl pa gospod Semolič, da sta se oba zavedala, da je domet sindikata omejen, da v urejenih državah in v urejenih družbah je v bistvu sindikat igralec, ki ohranja obstoječe. Tako da to je zdaj res izjemna situacija, da sindikat prepoznavamo kot igralca, ki ne ohranja obstoječe, ker ne gre za to, da bi se obstoječe ohranjalo in je v bistvu na ta način prisiljen biti radikalnejši, kot je njegova funkcija. Ja, ampak situacija je pač takšna. Ne? Torej, na nek način od sindikata se zahteva subjektivnost, ki mu v osnovi ne pritiče. In zdaj za jutri je napovedana, da bo išla primerjalna študija, ki bo pokazala ukrepe drugih evropskih držav na področju izobraževanja. In me zanima, če znotraj sindikata, ravno zaradi te izjemnosti situacije, razmišljate tudi o tem, da bi da bi te intelektualne potencijale, ki so v Sloveniji, med vas smo jih tukaj stestirali v zadnjih 3 letih ogromno, potegnili skupaj in naredili en alternativni razvojni program, ker problem naše pozicije in opozicije je v tem, da enostavno ni sposobna misliti drugače. Pomanjkanje ideje. Ker v vojni bi se istega lotili. Pravzaprav nimajo svojih idej, kopirajo tisto in prenašajo tisto, kar so drugi recimo že aplicirali, ampak to je dejansko gibanje proti družbi, proti kateri se nekateri vse na zahodu začenjajo boriti, torej 99:1 in to je to. Ne. In če je to tisto, kar nas čaka, potem hvala lepa. Ne. Za to potem definitivno bi bilo potrebno enostavno najti zaveznike in jaz mislim, dobro je bilo, da bi se tudi ostali zavedali v tem trenutku pravzaprav
potrebujemo res širšo fronto. Ne? Kaj je naša smola v tej situaciji? Če bom rekel čisto takole, predsedniške volitve, recimo ene izmed njih in taktiziranje, kakšne izmed kandidatov na njih, recimo, postati spremljiv za oni del, za katerega tako veš, da ne voli načeloma to stran, ampak ono stran, hkrati pa ve, da njihov kandidat nima možnosti. Skratka, potem bomo pač volili tako, kot običajno volimo Slovenci, ne volimo za, ampak volimo proti. Naprimer, sedanjemu predsedniku za tistega, ki je bolj spremljiv in konstruktivn, recimo. Ne. In imam občutek, da je tudi to problem levice v tem trenutku. Ja, ampak mislim, jaz ne vem, pač to midva z Andrejem že govoriva, da jaz mislim, da je pravzaprav največji problem levice, da je sploh nimamo, ne? Ker zdaj, mislim... Ne obnaša se kot levica. No, mislim, če tudi greva objektivne kazalce gledati. Zdaj, sicer so me v eni okrogli mizi, seveda desničari so mi povedali, da je to zastarela definicija, ker je Makarovič seveda to revidiral, ne, pri nas. Ampak pač klasična, recimo zdaj sociološka, ne, definicija levice je. Levica so, torej desnica so pač zastopniki vladajočega razreda, politični zastopniki vladajočega razreda, v tem primeru kapitala, cerkve in tako naprej, ne. In potem imamo levico, ki je pa zastopnik tistega dela družbe, ki je eksploatirana, pač po logiki objektivno, ali se ona zdaj zaveda, ali je razred za sebe, ali po sebi, bi rekel Marx, to ni zdaj važno, pač objektivno si v poziciji eksploatacije, ne. In torej to pa seveda pomeni pri nas v resnici razen, bi rekla, teh novodobnih kapitalistov, narekovaj oziroma lastnikov in cerkve, ne. Torej v resnici praktično večine državljanov, ne, zdaj sicer oni to relativizirajo s tem, da smo mi tam dobili nekšne papirčke od tistih tovarn, ne, potem, ko je socializem propadel pa tako, ampak da smo kao neki delničari, ne vem česa, ne. Ampak v glavnem, ne, se pravi zdaj v resnici procesi eksploatacije tečejo, zdaj seveda, zdaj da sploh ne govorimo preko finančnega sektorja, ne, to bi zdaj bil sploh poseben problem, kar o čem Mastnak že natančno pisal in tako. Ampak zdaj v resnici, če torej mi zdaj pogledamo, ne, če ste prej omenili kolege v parlamentu, ne, in če seveda Pahor sebe vidi kot levico, ne, treba povedati seveda, da njegovo delovanje ni levo, ne. Mislim, torej, kaj je zdaj tu sploh levica? Mislim, da je levo. Ja, no, v tem smislu je levo, ja, ampak mislim politično ni levo, ne? So vsi levi. Tam ja, nekrat vsi rečejo, ne? Če ste brali zadnji intervju, ki ga je imel naš glavni tajnik, torej gospod Štrukelj, ne, ko so ga vprašali, kot kaj bi se definiral, imel na razpolago 3 opcije, on se odločil za levičarja, ampak posebej podaril ne pahorjanskega tipa. No, ker mislim, to je problem, ne. Zdaj, v resnici, to je tisto, kar je Andrej rekel, sindikatom je naložena v resnici neka situacijska naloga, o pomankanju levice morate vi v resnici, ne bi vi morali... Prosili razmer smo se našli pozicijo, katero si nismo predstavili, da bomo gledali. Zdaj ne gre zgolj za plače, to je problem. Mislim, da je bilo ravno za gospoda Štruklja je bilo napisano, da je najodličnejši preostanek tistega, kar je nekoč bila v tej državi levica, ne. Zdaj, seveda, pravzaprav mi imamo, zdaj mene ne zanima, kak stranke sebe samo definirajo, ne, pač v znanosti ali pa v družbeni analizi mora obstajati nek mehanizem, ki je nad mnenjem posameznikov, ki so neki akterji, ne. Zdaj, torej, če vzamemo ta kanal oziroma ta kriterij, torej, katere politične akterje, artikulirane politične akterje v parlamentu pa imamo mi, ki ne zastopajo interesov kapitala, odgovor na to je, nimamo jih, ne. Se pravi, v resnici vsi govorijo samo pač, nekako je treba kriza, ja, in kako je treba gospodarstvo veliko breme nosi, ne vem kaj, ampak nikoli se pa ne pove, koliko problemov je gospodarstvo ustvarilo, ne. Recimo, mislim, to bi bil tudi zanimiv, bi rekla, aspekt, ki bi ga lahko vi, ne vem, tematizirali, ne. Koliko recimo dejanskega primanjkljaja ali pa težav je išlo v zadnjih 20 letih iz javnega sektorja. Primanjkljaji, težavi, zadolžitve, seveda, vse to je to, ne, so izhajali vseh teh tajkuniziranih, prezadolženih, privatiziranih in ne vem kaj tovarn in podjetij, in recimo, kako pri nas gleda razbremenitev gospodarstva. Na tem, to zgodbo smo že večkrat imeli in kupovali. Spomnimo se samo zadnje davčne reforme finančnega ministra Bajuka, ne, ki je najbolj pravzaprav udarila srednji sloj. Torej, tako je, res je, če pomislim čisto praktično, oba žena smo v javnem sektorju in je ta reforma stala 1000 evrov. Torej, skratka, samo ta reforma
takrat so razmenili tiste najbolj bogate, skratka, ta denar se bo namenjal za razvoj, bla, 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 in kje smo zdaj, skratka, ta denar se je namenjal, pa še ga je bilo premalo za tajkunske prezeme, oziroma poskuse tajkunskih prezema, kar pomeni, da bo tega sama škoda in nobene koristi. In ni nobene garancije, da bodo te razbremenitve, ki naj bi bilo deležno gospodarstvo, šle v tej smeri. Skratka, če pogledamo, kaj delajo pravzaprav naši menedžeri, skratka, to pa je definitivno področje, na katerem se lahko pogovarjamo krivci za sedanje stanje. Kaj so pravzaprav oni počeli? Recimo Primorje, kot zadnji primer. To je firma, ki je v tem trenutku še živa, ampak torej, klinično je v bistvu že mrtva, samo še ne ve, da je mrtva. Ima lastnike, ampak ti lastniki so iz te firme potegnili veliko kapitala, pustili, da bo firma crknila, ta kapital je tako na Cipru in skratka nikogar več ne zanima, kaj boste imeli delavci. Če je to pot v svetlo prihodnost, potem pravzaprav to je v resnici model slovenskega upravljanja nobenega drugega modela ne ponujajo, to je res. Mislim, meni je zelo žal, jaz sem si to naprintala, pa sem pozabila doma iz interneta, pravzaprav ne jaz, ampak ena prijateljica, ki je videla, da imamo danes to debato, je naprintala iz interneta nek, kako bi rekla, komentar, ki je šel tipa, dragi gospodje, njim je bilo zraven, ko ste tajkunizirali, dragi gospodje, njim je bilo zraven, ko ste si delili profite, dragi gospodje, njim je bilo zraven, ko ste to in to, pa skratka vse je našteto na eni dolgi strani. Zelo dobro, pol strani, ampak zelo konkretno. In potem pravi, mislim, zdaj pa me hočete imeti zraven, zdaj mi pa hočete vzeti 15%, zdaj me pa hočete imeti zraven, ko v resnici moramo kriti te primanjkljaje, ki jih je ustvarilo gospodarstvo, ker pač v resnici je te primanjkljaje ustvarilo gospodarstvo in zdaj je že res, da en del teh primanjkljajev je pač posledica svetovne krize. Ampak mi smo bili v krizi, predno je obstajala svetovna kriza, to sem jaz že cel čas govorila, jaz se spomnim mojih kolegov, antropologov od zunaj, ko je še v času, ko je Slovenija bila model uspešne tranzicije, pa ne vem, kakve stvari. Zgodba o uspehu. In sem jim jaz rekla, da to je samo videz, da za tem videzu dejansko je že popolno razsutje sistema, ampak se seveda še ni videlo. Ker poanta je v tem, da v resnici tista sfera, ki je uničila to družbo, je bilo natančno gospodarstvo, kjer so se seveda firme privatizirali, ni bilo zakonske osnove, da se takih izčrpavanj firm ne sme dogajati, ker to recimo na Zahodu ne razumejo, da mi nimamo zakonskih odredb, ki bi kaj takega... Formalno imamo. Tu so nadzorni sveti, ki so boje, formalno imamo. Celo svojim premoženjem so boje odgovorni za... Ampak v praksi se to ne dogaja. In skratka, potem pa zdaj seveda pridemo v krizo, deloma samo zaradi svetovnih razmer, dejansko pa je kriza strukturirana tukaj, Mi nimamo kapitalistov. Če bi že kapitaliste imeli, bi bilo zelo dobro, da ne govorimo o čem drugem, ker pač kapitalist svoje firme ne izčrpa v 2 mesecih, gre na Cipr in se sonči, ampak on pač firmo gleda dolgoročno zase, za svoje vnuke, za svoje pravnuke in jo torej zdržuje pri življenju, če se da. Se pravi, tega nimamo in zdaj torej gospodarstvo proizvede krizo, uniči ekonomijo praktično, dobro, svetovne razmere so tukaj nekaj prispevali, ampak to je bilo narejeno prej. Jaz sem se pogovarjala z nekim gospodom, ki je delal na borzi in on je meni rekel, da leta 1994 je bila stvar končana. Da on na borzi, ki je delal, je rekel, leta 1994 je bila stvar končana, samo videlo se ni. Se pravi, v glavnem, in zdaj pravzaprav predlagajo varčevalne ukrepe, kjer 75% denarja je izčrpano natančno iz javnega sektorja, iz izobraževanja in raziskovanja. Se pravi, in zdaj, torej, mislim, to je zdaj seveda, bi rekla, neka opcija oziroma neko metanje peska v oči, ki je katastrofalno. Ob tem, kar ste vi povedali, da seveda ni nobene garancije, da bo ta denar sploh šel kam drugam kot spet na Cipr, V končni fazi, spet se vračamo k tistemu, plače so tu najmanjši, smešno je slišati, da jaz kot sindikalist govorim, da so plače v tem primeru najmanjši problem. Celo če ostanemo brez plač, ni nobene, oziroma ni garancija, da se bo spremenilo karkoli. Ti fantje, ki niso bili sankcionirani, bodo nadaljevali s tem svojim početjem in mi ne moremo prihraniti toliko, kot so oni sposobni porabiti. In to je začaran krog in v končni fazi bral sem mnenje enega kmete cenim. Nekaj mojih dijakov je, lahko bodo povedali, da pravzaprav vedno tako rekoč znorim, ko slišim besedo kmet kot zmerljivko. Kmet je zame spoštovanja vredna oseba, živimo od žuljev njegovega dela, pogrešal bi kvečemo kmetavze.
Skratka, toliko o kmetih, kmeta torej cenim. In en kmet, ki se ukvarja z ekološkim kmetovanjem, je čisto pragmatično ugotovil, da ti ukrepi pomenijo za njega pravo katastrofo. Kdo kupuje pri njemu tisto bio, zelenjavo, ono levo, desno, tako je. Učiteljice, ki bodo sedaj prisiljene to robo kupovati v tušu. In nekaterim je jasno, kaj to pomeni zanje, res pa je, da tisti, ki se tega zaveda, v tem toliko bistveno premalo. Ja, no, vse mislim, tukaj vse potem bo debata pokazala, da več ali manj lahko skačemo, tako kot pravi Slovenci, ne pa se trepljamo po ramenih, po vsej verjetnosti. Jaz bi se vrnil k vprašanju koncepta razvoja. Torej, sindikat je potisnen v situacijo kvazi subjekta za področje, za kar v osnovi ni poklican, ampak po mojem zdi se mi zelo pomembno, še posebej v Sloveniji, ki ima velike probleme z subjektivizacijo, že na ravni govora. Ne? Torej, Slovenec ne gre kot on v trgovino, ampak se pravi, je nekako transportiran trgovino. Ne? Torej, jaz ne grem v trgovino, ampak grem v trgovino, ne? Kar je nepredstavljivo. Ne? Mi pač eni kolegi v nemškem ali pa francoskem ali pa angliškem jeziku, nekateri kolegi mi potem razlagajo jezikoslovci, da je pač to slovenski standard, ampak jaz spremem, da obstajajo filozofske konsekvence ali pa takšnega standarda, da je funkcionalen v jeziku in socialne konsekvence. Da problem subjektivitete v Sloveniji velikanski. Mi vsi vemo, kaj je narobe, kaj je treba storiti in kaj mora on storiti. Ne? Zdaj smo v podobni situaciji. Zdaj mi dva veva, kaj bi moral sindikat storiti. Ne? Ampak kljub vsemu, jaz mislim, da v iskanju zaveznikov, torej v iskanju intelektualcev, po mojem je potrebna iniciativa organizacije, ki ima vse neke resurse za sabo. Intelektualci smo več ali manj v pol vazalnih odnosih. Ne? No, zdaj ne bi se dalje spuščal, ne? In ker mislim, da obstaja veliko idej, kako bi bilo mogoče drugače. Ne? Ni treba za to razpisati 10-letnih raziskovalnih evropskih projektov. Ne? Formalnih struktur. To znanje je zelo hitro in tudi potem je tudi potem politično uporabno. Konec koncev, če se izcimi iz tega štrajka generalni štrajk ali pa generalna kriza, ki pripelje recimo do izrednih volitev, ne, so potrebne nove ideje. Ja, in če nič drugega, tistim, ki so v tem trenutku brez ideje, torej tistim, ki mogli stati nasproti trenutni koaliciji, definitivno bi lahko pomagali tudi s tem, ker sami očitno nimajo pretirane ideje na tem področju. No, čeprav jaz mislim, da je od strank, v katerihkoli zdaj, je popolnoma utopično, bi rekla, pričakovati, da bi imeli kakršenkoli interes za kakršenkoli input intelektualnega kapitala z izjemo mogoče res trsa, ki je pa seveda povsem marginaliziran. Medtem, ko mislim, da vse ostale stranke so pa pač pri nas že del politične elite, ki je sama sebi namen oziroma to vzajemno trpljanje Janše in Pahorja, ki pač njun poseben odnos, kako se to imenuje, jasno, lepo pokaže na to dejstvo. Ja, ampak če bi karikiral, bi rekel, da je to odlična sadomazo kombinacija. Ene sado, drugi je mazo, vse v tem primeru. No, ampak hočem reči, zdaj problem je... Psihoanalitsko bi to šlo, veste? Psihoanalitsko bi šlo, ne. Gre pa za to, da dobre odnosi temeljijo na kompatibilnih simptomatikah, Tudi dobri zakoni temeljijo na kompatibilnih, bi rekla, simptomatikah, na nek način, Ampak zdaj poanta je v tem predvsem, da torej ostaja odprto vprašanje, ali sindikat razmišlja o tem, da bi v resnici postavil zadevo širše, da bi se začel ukvarjati bi rekla, kot smo rekli, novimi razvojnimi koncepti, da bi dejansko se iz te vsiljene pozicije levega akterja, ki mu je pa zdaj vsiljena, dejansko tudi artikuliral v levega akterja, se pravi s tem, da... Zelo pošteno povedano. V tem trenutku smo padli noter, kot se temu reče. Res pa je, da smo zdaj v takšni situaciji, torej pravzaprav bi človek mislil, da se ti to v nočnih morah ne more dogajati. Naš problem je, ker ne sanjamo, ampak je to, kar živimo. Skratka, padli smo noter
Kaj se bo zdaj od tega trenutka dalje dogajalo, pravzaprav ne vemo. Najprej treba torej poskrbeti, tako kot jaz pač rečem, da bodo najprej za nami korakali naši člani. Ni dovolj, če je 200 sindikalistov recimo proti, ne, ampak mi potrebujemo, čisto preprosto povedano, vojsko. Ko pa to imamo, seveda, ne, se gledamo zdaj Igre prestolov na HBO, potrebuješ pa še zaveznike. In to je naslednji korak. To je naslednji korak. To je naslednji korak, absolutno. Jaz mislim, da tudi če do tega trenutka o tem ne bi razmišljali, bomo prisiljeni zaradi razmer začeti delati na tem. V tem trenutku, kot že rečeno, je norišnica popolna, ne, in imamo dovolj težav že za izvedbo te stavke, oziroma polen, ki nam jih v tem trenutku mečejo po noge dovolj že brez tega razmišljanja. Res pa je, da bomo tudi zato verjetno mi bolj intenzivno začeli razmišljati o zaveznikih. No, ker pač namreč zdaj to velja generalno za slovenske sindikate, ne zdaj samo za sindikate v javnem sektorju, ne. Sindikati delujejo pač na ta način, no vse to, kot je Andrej rekel, je pravzaprav njihova funkcija, ampak ta zdaj v Sloveniji deluje, tako bi rekla, v valovih, ne, ko pač nekaj pride en problem v zvezi z plačami, pa to se malo pobunijo, potem pa se spet pomirijo, pa zginejo, pa se spet malo pobunijo, pa pomirijo, pa zginejo, ne, se pravi, v resnici delujejo tako, kot kapital od njih pričakuje, če smo zdaj ravno na tem, ne. Zdaj, to, da bi se seveda zgodila... Ja, tako, ja. Ne? Ampak to pomeni, da ne, zdaj to bi zahtevalo v resnici neko se pravim jaz, dodatno subjektivizacijo, če vzamem Andrejev termin, ne? Tega akterja, ki se pač, se pravim, tako tu pa tam v valovih pojavlja vsake toliko časa, ko pač ne, se skušajo krčiti pravice ali pa plače ali pa kaj takega nekega sektorja in potem izgine, ne? Ko da pač, se pravim, se mi zdi, no, to bom jaz rekla, ravno pred prihodom sem se pogovarjala z enim študentom, ko sem razlagala, zakaj pravzaprav, ne vem, so zahteve homoseksualcev, feministi in tako naprej že postale konzervativna ideologija, ne? Ker pač kapital ima to fenomenalno sposobnost, da, ali pa kapitalizem zahodni, ne? Da ideje, ki so mu v osnovi nevarne, udomači, ne? Inkorporira, ne? In zdaj se zdi, da je tudi sindikati so na nek način pristali na to igro. Se pravi, pač gremo mi, ne, tako pač, recimo, malo so naše konkretne, mislim, pravice ogrožene, se malo mi tam bunimo, potem pa, recimo, to ohranimo, pa pozabimo. Potem pa smo spet pridni do naslednjega problema, ne. Ker zdaj ta subjektivizacija zahteva nekaj več, ne, zahteva, bi rekla, trajno držo, ne, ali pa recimo to vprašanje lahko postavim tako. Zdaj, ne, kar jaz recimo gospoda Semoliča pa Štruklja seveda cenim kot pač, ne, preostanke levice pa to, kar smo povedali, ampak ne, v resnici tisto, kar človek pri njih pogreša, je ta permanentna drža, ne, mislim, se pojavijo pač, ne, ko pride do problema, potem pa lepo potonejo. Ok, na nek način se s tem da strinjati, da se malo vrnem tistem, kar sem prej, skratka, da bi tej vladi človek svetoval kakšno spodobno PR službo, skratka, da bi enostavno znali preparirati, kot se temu reče, folk za. Zdaj pa k temu vašemu vprašanju, res je, da se to vse navzven manifestira ali pa deluje kot to, da sindikat zgolj občasno, takrat bam. Problem je v tem, da pravzaprav se stvari dogajajo tudi med tem, res pa je, da se o tem praktično nič ne ve. Skratka, veliko je teh bedastih idej, ki imajo tisti tam zgoraj in ki vokali zatremo. Res pa je, da to običajno ne obešamo na veliki zvon. Po svoje je to škoda, ker pravzaprav članstvo premalo ve o tem, kaj pravzaprav storimo, ker idej, neverjetnih idej, je neverjetno. Ne samo v času te vlade, tudi prejšnje Pahorjeve vlade. Teh stvari je bilo Sej tudi prej so se dogajale nekakšne stvari, ki pač grejo mimo, recimo, kar se pač sprememb na šolskem polju tiče, so stvari, ki, jaz moram priznati, v naši zbornici sem jih že znal komentirati za izjavo, da tega jaz kot minister v prištenem stanju ne morem podpisati. Skratka, se dogajajo take stvari, res pa je, da običajno tega ne obešamo na veliki zvon in se to pač ustavi, ne da bi to sploh pravzaprav ven prišlo, kot se temu reče. Kaj sindikati sodelujejo pri oblikovanju reformnih ukrepov, ki jih bo Slovenija v kakšnih 10 dnevih predložila v Bruslu? Ne. Čisto preprosto, ne. No, torej potem vlada sploh ne potrebuje spodobne PR službe, ker tak dela, kar dela. Ja, ampak če bi omela, bi vsaj poskušale prepričati javnost, pa sindikate, da so imeli kaj pri tem, ali pa da imajo kakšno možnost pri tem, ampak nobena možnosti. Torej, to je še bolj grozno, kot si lahko človek misli, torej to več niso grozne sanje, to je grozna realnost. V tem smislu, ker se tukaj najbolj
bi rekel, radikalni neoliberalistični koncept izvaja. Ne. In če smo taki buci, da bomo to pustili, potem nam pač nihče ne more pomagati. Niti Bog. Ne, niti Bog. Ne. To je del Božje igre prestolov. Ja. Dobro, jaz mislim, da smo zdaj nekako stvari pozicionirali. Ne. Torej, bi predlagal, da naredimo korak naprej, ker smo začeli vrteti v krogu, pa bi predlagal malo pogled navznoter. En pogled navznoter bi usmeril v smer težav pri izvedbi same stavke. Mislim, da je to tudi pomembno povedati, ker na ta način bomo se malo srečali z fenomenologijo vladanja pač v teh pogojih. Na drugi strani bi se pa bile malo samokritike od nas vseh zahteval, ne, ali pa predlagal, in da bi se o učinkovitosti slovenskega javnega sektora malo pogovarjali. Ne. Ja, najprej tisti prvi del, recimo, ne, konkretno, kar se stavke tiče, moram priznati, da praktično v tem trenutku sem presenečen, mislim, relativno dobro funkcioniram, ne me narobe razumeti, skratka, to niso normalne razmere, v katerih pač živim zadnji tedne, recimo, to so stvari, ki jih pač normalno nisem vajen in v tem trenutku niti kave ne potrebujem, imam namreč jako nizek pritisk in običajno potrebujem 4 do 5, da prijem do onega stopnje, ne, da imaš normalen pritisk. Zdaj imam po mojem povišenega tudi brez kave, ne, skratka, to je prva sprememba. Druga pa je neverjetno manipulativni pristopi, grožnje in vsega tega, česa smo deležni, recimo, ali pa kolegi sindikalisti na drugih šolah. Skratka, jaz sam svojim ravnateljem nimam težav, ne. Ko še pred me je prišel z okrožnico, ki je poslal ravnatelje minister, sem mu tako povedal, da že vem, kaj noter piše in kar se mene tiče stavkovnemu odboru, tega, kar bo počel minister in tudi ravnatelj ne bo prepisoval. Zato, jaz sem to na svoji šoli hitro zaključil. Kje druge, ker pa so ljudje, ki so padli noter, pa so manj v stvari, kot se temu reče, tam so seveda problemi večji in enostavno, kar se sindikata tiče, so šole in vrtci zaprti. Kar se vlade tiče, ne morejo biti zaprti. Res pa je, da vlada nima nobene podlage, da bi od nas lahko zahtevala, da morajo biti odprti. Skratka, tudi zakon o stavki, področje vzgoje in izobraževanja ni predpisano kot tisto področje, kjer bi bili posebej navedeni ukrepi, ki bi naj v primeru stavke na našem resorju veljali. Tako kot imajo policisti, ki pač morajo določene funkcije izvrševati, ampak to je lepo urejeno zakonu. Hkrati pa v zakonu piše, ampak tega pa v svoji okrožnici minister ni citiral, da obstaja tudi drugi odstavek 14. člena o stavki, ki govori o tem, da je delodajalec tudi prekrškovno in kazensko odgovoren za oviranje stavke in stavkajočih. O tem seveda ravnatelji niso povedali in bomo pa mi po potrebi. Svojim sem tako že povedal, skratka preventivno, ostalim bomo pa upam, da tudi uspeli to dopovedati. Res pa je, skratka, še naš problem, pravna država in njeno funkcioniranje. To, da je kakšna stvar noter, se mi imamo formalno, že prej smo omenili tudi odgovornost nadzornih svetov, ki je zapisana, ampak pokažite mi, skratka, merlih, skratka, ni, skratka, primera, ki bi ga lahko v tem primeru na tem področju pokazali. Tako da kakšnih posebnih iluzij na tem področju ni. Res pa je, da, kot že rečeno, ni podlage za to, da bi minister nas lahko zahteval, da odpremo šolska vrata. Če stavkamo? Torej, mislite, pač zdaj, to, kar govorite, se da prati kot to, da menite, da torej so šole oziroma so ravnatelji, kjer je, recimo, problem, ne? To, da naj bi šola štrajkala. Velik problem, ja, seveda so in manj bolj je nekaj. Nekaj vrtcih, pa nekaj v šolah. Ja, res je. Že rečeno, danes so to po 7 zjutraj telefoni zvonijo in to je bilo. Ste pa, da v navodilih o poteku in izvajanju stavke ravno pri vrtcih in osnovnih šolah SVIS, torej stavkovni odbor, svetuje in vrtcih in šolah, da so zaposleni fleksibilni. Fleksibilnost, tako je. Ja, in da glede na vašo, citiram, glede na vašo samostojno presojo in poznavanje okoliščin v domačem okolju,
razmislite in se odločite o morebitnem sprejemanju posameznih otrok varstva ob oceni, da položaj to omogoča, oziroma okoliščine to zahteva. In to se potem ponovi tudi pri osnovnih šolah. In posebej pa to velja za vrtce, tam je to večji problem. Skratka, tudi kolege sindikalisti smo opozorili, da spostavijo stik za starši in povedo za to. In imeli so možnost petek in danes, tisti, ki so imeli res neizmerne težave na tem področju, nastavno pri vrtec povedali, da je stvar nerešljiva. Ampak, ko so meni vprašali, kaj je to višja sila, ko so me vprašali, je to, da si v zaposleni nimaš otroka kam dati, sem rekel, seveda ne, zato ker za to vejo že 10 dni. Tako kot velja to tudi za naše zaposlene, tudi naši kolegi imajo svoje otroke in se morajo pravzaprav ta dan znajti. Babica servis, kolegi servis, karkoli pa že. Skratka, jaz osebno si ne znam predstavljati tega primera, ampak rekli smo, skratka, v tem smislu, če pa se kaj tega zgodi, potem pa kakšno mamo z okojočim otrokom pač pred vrati vrtca vendarle ne bi pustili. Ampak to so izjeme. Ne more biti pa to pravila. Skratka, vrtci in šole so zaprti. Potem vztrajamo. Torej, govoriva zdaj v prvi fazi stavke, ne? Torej, govoriva zdaj o tem, kar ne bi se zgodilo ta teden, recimo, ne? Sredo. Sredo, ja, točno. S tem, da je potem predvideno kakšno nadaljevanje oziroma nadaljno dogajanje? Formalno smo znotraj našega sindikata glasovali o stavki, torej ta sistem je različen, to sicer ni nujno, ampak mi smo brali tukaj, bomo rekli, tisto najbolj demokratično pot, recimo v skladu z najvišjimi standardi, ki veljajo tudi na zahodu na tem področju in se je ne samo članstvo, da ne bo kakšne pomote, imamo tiste manipulacije, o tem so glasovali samo člani sindikata, to sploh ni res, glasovali so vsi zaposleni. Se pravi, če je na našem zavodu zaposlenih 99 ljudi in če bi glasovali recimo samo člani sindikata, potem stavka ne bi bila izglasovana. Torej pri nas, čisto konkretno, nas je glasovalo 74, to je velika večina, 76, to je velika večina, 74 je bilo za in 2 proti. Polovica od tega člana sindikata, polovica pa ne. Tako da, kar se tega tiče, je tu stvar dokaj jasna in čista. Po vseh standardih, recimo najvišjih možnih standardih, kar se našega sindikata tiče. Za ostale, to seveda ne moram trditi, ponekod so sklepe sprejemali centrale, kar je možno, recimo, ne, pri nas smo pač glasovali po vseh zavodih. Ampak to se pravi, tisto, kar sem vprašala naprej, kakšnih nadaljnih ukrepov od tega, da bomo stavkali v sredo? Stavka se formalno en dan, potem se stavka prekine, ne pa prekliče. Gre namreč tudi za pogajanja, ki potekajo, veste, da se začela danes, žal nisem imel časa, da bi pač skratka te stvari spremljal. Ne vemo, kaj se bo dogajalo, skratka, mi smo absolutno pokazali torej neko držo in pripravljenost na resna pogajanja. Ampak resna pogajanja, ne da te postavijo pred neko dejstvo, vzajmi ali pusti. Zdaj še mimo grede, če se sme to, bi rekla, kaj komentirati, ne? Pripravljenost na resna pogajanja operativno pomeni kaj? Mislim, ne? Kaj je torej tisto, o čemer smo se pripravljeni pogajati? Če zdaj smete o tem govoriti, ne? Ker nam pogajanja tečejo. Čisto preprosto, tako je, ampak čisto preprosto, skratka, kaj je pred nami? To, da bi nam nižali plače, je samo ena izmed stvari. Specifika vzgoje in izobraževanja pa raziskovalne dejavnosti v tem, da ne bi samo nižali plač, to ne velja za tiste, ki delajo v pisarnah, ampak poviševali standarde, torej poviševali najprej delovno obvezo in drugič zniževali standarde oziroma povečevali število otrok v vrtcih in v šolah. Skratka, to so 3 različni ukrepi, ki vsi prizadenejo pravzaprav nas in očitno je izobraževanje in raziskovalna dejavnost največji problem te države in se na njem da največ prihraniti, hkrati pa je to očitno izhod iz krize, vsaj tako, kot si predstavljajo. No, jaz mislim, da gre bolj za neko, bi rekla, jasno politično lokacijo nevarnih sektorjev. Ne? Mislim, da tisto soboto, ko je gospod Janša bil izglasovan za predsednika vlade, je v tem svojem, bi rekla, kratkem nagovoru, ne? Jasno omenil, da obstajajo, bi rekla, sektorji v družbi, ki so
premalo produktivni oziroma koristni družbeno. In da o tem družboslovci očitno ne govorijo, zato ker so to oni sami v tem smislu. In potem je v nadaljevanju seveda zelo jasno naprej povedal, kateri sektori so to poleg kulturnikov, seveda jasno družboslovna inteligenca, ki jo je seveda zdaj pač v javnem sektorju kar precejšen del. Zdaj ne bomo govorili, da ta družboslovna inteligenca v javnem sektorju kaže kakšne silne revolucionarne potenciale, ampak je pa... Pač običajno glasuje proti. Tako, ja, hočem reči, je pa pač vse pismena, bom jaz rekla, za razliko od pomembnega dela, pač po svoji profesionalni deformaciji, bom tako rekla, Zdaj, se pravi, da gre tukaj za nek pravzaprav, Janša je to prvih, ne vem, niti pol ure ni bilo tistega govora, je javno to povedal, Jaz sem se vozila v avtu, ker sem se pač vozila po avtocesti in imam takrat radio požgan za to, da vem, če treba kam iti zaradi kakšne nesreče ven. In jaz sem bila zgrožena, to se pravi, prvi program in verjetno vsi programi, s komentarjem, kako je to nekaj čudovitega tistega novinarja, ki je to na radiju takrat predvajal, in seveda o podpori kapitalskega sektorja slovenske družbe, ki je ravnal tako, kot smo že povedali, on to javno povedal. Mislim, hočem reči, to je tisto, kar je Andrej povedal, živimo v grozi neoliberalizma, se pravi, to je zdaj javno nekdo lahko pride in reče, to imamo seveda paralele, zgodovinske paralele za kakšne druge, ti in ti so sovražniki, te je treba omejiti.